pot v Lizbono nas je pripeljala na vrh Madrida in sem nas je pripeljala, pazite, Slovenka. Dr. Katja Šmid, hvala za gostoljubje in pot na vrh. Kaj pa je vas pripeljalo? Ne na vrh, ampak v Madrid? V Madrid, sefardske študije. Ukvarjam se z judovsko španščino in začela sem s hispanistiko v Ljubljani. Zdaj se pa ukvarjam z književnostjo in jezikom sefardov, španskih judov, ki so živeli v srednjem veku tukaj v Španiji. In tukaj je kar veliko raziskovalcev, ki se s tem ukvarjajo. In tako me je pot zanesla sem si najprej z eno štipendijo in potem pa tudi zaradi osebnih stvari. Kakšno mesto je Madrid za vse nas, ki samo potujemo skozi? Madrid je zelo zanimivo mesto in je polno raznih možnosti in avantur. Je zelo veliko za Slovence, tako da se veliko časa porabi na prevozih, ampak je ima super klimo, sonca ogromno, zelo prijetno je tudi ogromno turistov, non-stop se nekaj dogaja, nikdar ti ni dolg čas. Včasih je celo kar malo preveč akcij, ne? Ampak evo, zdaj smo tukaj nad Plazo Españo in sobotni popoldan je prav prijeten. Milo mesto, da ne deluje, ne? Ja. Kaj pa Slovenci v Madridu, koliko ste povezani? Slovenci smo precej povezani, tukaj imamo kar nekaj živečih in ljudi, ki delajo tukaj ali pa tudi, ki prihajajo sem občasno. Imamo tudi zelo simpatično skupino slovensko-španskih parov, ki se učijo, Španci se učijo slovenščine tukaj, tako da imamo eno skupino 8 zelo nadebudnih učencev slovenščine, kar je v Madridu res že zelo velik uspeh. In smo zelo ponosni, da so sprejeli svojo novo kulturo na tak način in da se učijo tako težkega jezika, kot je slovenščina. Kaj ste pa vi slovenskega prenesli v Madrid? Dobro voljo, znanje jezikov in tudi en čist drugi pogled na svet, kot je tukaj, ne? Prihajamo z eno čisto manjše kulture, kot tukaj španska kultura, ogromna. In mislim, da Slovenci tukaj kar uživamo in tudi zelo lepo smo sprejeti in tudi uspešni in se imamo fajn. Od leta 2004 živite v Madridu. Ja. To je že skoraj obdobje, kot je že malce more domotožje. Ja, seveda, domotožje vedno obstaja, ampak vse zato pa gremo na počitnice vedno v Slovenijo. Da bi vam mogoče malo lažje v tega domotožje, te trenutke imam eno malo darilo za vas. In sicer naravno iz Slovenije je v Madrid prispela ta košarica okusa po domačem. Pa naj vas poveže, da bo videl. Odlično, super. Alpsko mleko pa res je treba povedati, da je najboljše mleko na svetu in tukaj ga žal ne moramo kupiti. In tudi tukaj mleko špansko nima takega dobrega okusa. Tako da to pa bo treba narediti kaki žur, mlečni žur ali pa kaj takega, ali pa sladoled ali pa kaj takega. Super, najlepša hvala. Najlepša hvala za gostoljubje, zdaj pa se gremo z domačinko pogledati Madrid. Odlično.